Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. To je dnevno informativni podcast Večerje zjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je ponedeljek, 1. decembra 2025. Moje ime je Mitja Sagaj. Katere teme izpostavljamo tokrat? December ni le čas blišča, temveč tudi čas odločitev. Med impulzivnimi nakupi, omejenimi proračuni in željo po pristnih smiselnih darilih, kako v tem času trošimo Slovenci. Razkrite podrobnosti so diskreditirale ameriški predlog mirovnega načrta za Ukrajino, a se pogajanja kljub temu nadaljujejo. Kakšne so možnosti, da bo Rusija pristala na mirovni predlog? Marina Abramovič med ljubeznijo, izdajo in tišino. Kako je performans spremenila v univerzalni jezik čustev? Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vseskozi smo z vami na vecer.com. December je sicer čas prazničnega okrasja in druženja, a resničnost mnogih Slovencev je drugačna. Gneča, pritisk obdarovanja in skrbi zaradi cen. A med nakupi se kaže nov trend. Ljudje iščejo darila z zgodbo, trajnostne izbire in pristno bližino. Strokovnjaki pa opozarjajo, decembrski blišč nosi tudi psihični pritisk, logistični kaos in občutno več odpadkov. Z mano v studiu je kolegica Sanja Verovnik. Sanja, zdravo, obiskala si v tem času tudi eno od mariborskih nakupovalnih središč. V Europarku si bila. Kaj so ti tam povedali kupci? Kak je bil trip? Ja, lepo pozdravljen. Kupci, s katerimi smo se pogovarjali v Europarku, vse bolj prisegajo na darila z osebnim pomenom, kar pomeni, da se je malce spremenilo glede tega. Želijo izdelke, ki trajajo, prihajajo od lokalnih ustvarjalcev ali ponujajo izkušnjo, ki jo lahko delijo z bližnjimi. Več jih je tudi poudarilo, da ne potrebujejo več stvari, temveč kakovost, zgodbo, predvsem pa čas za družino in bližnjimi. Nekateri se iz finančnih razlogov odločajo za skromnejša, vendar simbolična darila. Super, to je nek optimizem v tej predpraznični noriji. Torej, na kaj recimo opozarja ekonomistka, s katero si se pogovarjala? Ja, tudi to je zanimivo. Torej, Vesna Žabkar z ljubljanske ekonomske fakultete nas je opozorila na upad zaupanja potrošnikov in previdnost zaradi dražjih življenjskih stroškov, kar pomeni, da smo bolj previdni, ko kupujemo darila. Zaznava, da so darila vse bolj načrtovana, praktična in pogosto trajnostno naravnana. Čeprav praznično vzdušje še vedno spodbuja impulzivne nakupe, vemo, da ko pridemo v nakupovalni center in ko vidimo vse blešeče, nas to potegne, pa imajo po njenih besedah največji vpliv na to, da smo bolj previdni, racionalni, rast cen hrane, energije in različne stopnje varčevanja med gospodinjstvi. No, preverila si tudi, kako močna obremenitev je ta praznični čas za trgovce in logistiko, kaj pravijo? Ja, definitivno, že zdaj se vidi, da so trgovine nabito polne. Trgovci poročajo o racionalnejših kupcih, a obenem o višjih obremenitvah v decembru, tudi boljši prodaji, kar je seveda pozitivna novica zanje. Na to so opozorili tako pri Hoferju Slovenija kot pri IKEA Slovenija, s katerimi smo se pogovarjali. Zanimivo je tudi podatek, da Pošta Slovenije decembra opravi kar 30% več prometa oziroma odpravi več paketov. Pisemskih pošiljk pa je med 15. in 19. decembrom približno petino več kot običajno. Tam so tudi povedali, da morajo zaradi gneče okrepiti svoje ekipe, uvajati dodatne linije, a kljub naporu zagotavljajo pravočasno dostavo. Še en pomemben vidik je v tem prazničnem času, to je okoljski. Koliko odpadkov dejansko nastane v tem času in na kaj opozarjajo okoljevarstveniki? Ja, menda veliko. Okoljevarstveniki opozarjajo, da se količina odpadkov v decembru poveča za približno 20%, kar je veliko, saj praznično potrošništvo prinese več embalaže, hrane, elektronskih nakupov. Živa Kavka Gobo, predsednica okoljske organizacije Fokus, spomni, da slovenski ekološki vtis že 3-krat presega planetarne zmogljivosti. Potrošnike zato poziva kar k premisleku, manj impulzivnih nakupov, več lokalnih daril, izkušnje, predelava, predvsem pa namenimo, torej posvetimo čas svojim bližnjim praznih času, kar ponavadi več šteje kot darilo. Super, naj bo to tudi popotnica za ta praznični mesec.
Timotej Milano spremlja burno dogajanje okoli ameriškega mirovnega načrta za končanje vojne v Ukrajini, ki so ga razkritja o neposrednem sodelovanju Washingtona s predstavniki Kremlja postavila pod velik vprašaj. Prvotni 28-točkovni osnutek, izrazito naklonjen ruskim interesom, zahtevo po odpovedi Donbasu, izključitvijo članstva v NATO in omejevanjem velikosti ukrajinske vojske, je sprožil ostre odzive v Evropi in Kijevu. Dokument je bil po diplomatskem pritisku skrčen na 19 točk, javnosti sicer še nedostopnih, a domnevno bolj uravnoteženih. Strokovnjaki opozarjajo, da razkritja sicer krepijo pogajalski položaj Ukrajine, a obenem resno bremenijo kredibilnost ameriške diplomacije. Kremelj po njihovem mnenju mirovno igro vodi predvsem kot taktično orodje. Z navideznim sodelovanjem želi ohraniti podporo ZDA ter oslabiti Ukrajino, obenem pa brez zadržkov nadaljuje vojaški pritisk. Čimprejšnji mir pa naj bi bil v ukrajinskem interesu tudi zaradi dogajanja na terenu, kjer Rusija nadaljuje počasno osvajanje ozemlja. Poleg tega pa naj bi nevarnost predstavljala tudi naraščajoča ruska proizvodnja orožja dolgega dosega, zaradi česar bo težko vzdržati nadaljnje pritiske na bojišču, na kar je po poročanju New York Timesa prejšnji teden v Kijevu zahodne diplomate opozoril sekretar ameriške vojske Daniel P. Driscoll. Po mnenju nekdanjega načelnika generalštaba Slovenske vojske Alojza Štajnerja gre za dokaj realno ugotovitev. Citiram: ameriški močni pritiski na Ukrajino, da sprejme ta vsiljeni mir, so tudi posledica tega, da ukrajinskim silam na določenih točkah fronte kaže zelo slabo. Če pa bi se fronta popolnoma sesula oziroma bi nastal kolaps ukrajinskih obrambnih struktur, bi bila pot do Kijeva pogojno rečeno odprta. Konec citata. Marina Abramović je ena najbolj znanih ameriško-srbskih umetnic, ki se ukvarjajo s performansom, v izjemno iskrenem pogovoru razkriva, kako vidi svojo življenjsko pot, odnos do umetnosti in enega najbolj legendarnih ustvarjalnih partnerstev v zgodovini performansa, sodelovanje z Ulejem. Govori o boleči filmski ljubezenski zgodbi, v kateri se prepletajo strast, izdaja, sovraštvo in odpuščanje. Spregovori tudi o odmevnem performansu The Artist is Present, srečanju po 22 letih in o sodnem sporu, ki je sledil. Marina Abramović brez olepševanja govori o svojem odnosu do slave. Zanjo je le medijska projekcija, ter o tem, kako je performans iz obrobne prakse pripeljala v osrednje muzejske institucije. Razmišlja o Balkanu, Jugoslaviji, kritiki domačega okolja in o tem, zakaj se nikoli ni imela za umetnico katerekoli države. V pogovoru se dotakne svojega dela z mladimi, pomena prisotnosti in počasnosti v svetu digitalne preobremenjenosti ter o iskanju nematerialne energije kot novega središča ustvarjanja. Marina Abramović zavrača nostalgijo in poudarja, da jo zanima samo prihodnost. Najpomembnejše delo je vedno tisto, ki še nastaja. Celoten pogovor novinarke Tjaše Gajšek z Marino Abramović lahko preberete v Večeru in na večer.com. To je bil Večer zjutraj 1. decembra 2025. Z vami sem bil Mitja Sagaj. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.